lepo pozdravljam in vam odkrito povem, da imam dvakrat slabo vest. Prvič, ker po mojem smo kakšno minuto pozneje začeli. Kriv sem pa jaz, da tako ne bi vašega gospoda župnika. Namreč, ko sem prišel z avtoceste, se postavi policijski avto ob vhodu na Vrhniko. Vprašam, se bo dalo iti naprej, pol ure nič. To je bilo pa 9:33, sem rekel potem, ne bo nič zmanjšal. No, sreči je potem gospod župnik tako organiziral, da sem avto lahko zapeljal ob cesti, šel do črpalke, kjer je čakal drugi avto, me pripeljal sem. Drugič imam zelo slabo vest, ko sem se z avtom pripeljal čisto do tukaj, to naravno katedralo mučeništva, lahko rečemo. Jaz bi rad prišel peš, ampak ob 8 uri zjutraj sem še imel mašo v stolnici v Kopru. Tako da res je bilo nemogoče, da bi to pot, ki jo je pokojni župnik tudi jaz naredil peš, prav spoštovanjem do mučeništva, do nekoga, ki je pričal za Kristusa do svojo krvjo. Današnji evangelij, če gremo k evangeliju, izstopata dve stvari. In prva je gotovo ta, da Jezus poudarja, ker sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. No, tukaj nas je več kot dva ali trije, hvala Bogu, zbranih v Jezusovem imenu. Ampak se spomnim, ko je enkrat po maši prišla k meni v Kopru ena gospa, po pravici povedano, ne prej, ne nikoli pozneje nisem videl, in je rekla, lejte, gospod, vi pridgate, ker sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, da sem jaz sredi med njimi. Lejte, jaz sem sama. Zgodaj sem odovela, mož je umrl v koncentracijskem taborišču, ampak če jaz molim sama, to se pravi, ni Bog z mano. To je, bi lahko rekli, zanimiv govor, ker Jezus pravi, ker sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Vendar ne gre samo za to, da smo fizično zbrani, tako kakor smo mi zdaj tukaj na tem prostoru. Ampak gre, da se združimo v duhu, gre za, bi lahko rekli, enost src pri molitvi. In o tem je razmišljal, malce boste začudili, ko bom povedal ime, veliki ruski pisatelj Gogol. Mi ga poznamo po romanu Mrtve duše, mnogi smo ga morali v gimnaziji prebrati, poznamo ga po novelah Plašč ali pa Portret in še drugih, poznamo ga po nesmrtni komediji iz ena verjetno najboljših komedij v zgodovini, to je Revizor. Verjetno je tudi marsikdo od vas bral ali pa gledal to komedijo in v bistvu je Gogol v tej komediji Revizor upodobil in nas je hotel vprašati eno stvar. Kakšnega odrešenika ti pričakuješ? Kaj ti? Spomnimo se, v tisti komediji Revizor pričakujejo revizorja. In vsak ima napačno podobo o revizorju in vsi nasedejo vsem prevarantom, ki pridejo in izkoriščajo to naivnost. In zato nas on v tej komediji, ki je res izvrstna komedija, sprašuje, kakšnega odrešenika, ali lahko bi rekli, kakšnega revizorja svojega življenja, tisti, ki bo revidiral tvoje življenje, ki bo pregledal tvoje življenje, kakšnega odrešenika pričakuješ. Torej, ta veliki pisatelj je napisal tudi razlago božanske liturgije, torej razlago svetega bogoslužja. In v uvodu se ukvarja ravno s tem, z problemom združevalnega značaja bogoslužja, kako nas Bog združi. In on govori približno tako, pravi, ko mi pridemo v cerkev, pridemo vsak s svojimi skrbmi. Vsak prinese svoje skrbi. Eden skrb za družino, ga muči to, skrb za zdravje, nekdo ga je razočaral, skrb za otroke. 100 različnih skrbi je, s katerimi mi stopamo v cerkev k maši. In pridemo v cerkev in te skrbi še zmeraj odmevajo
v našem glavi, pa tudi v našem srcu. In potem je rekel, smo tam, je pesem, je berilo, je evangelij, so prošnje in počasi začnemo odkrivati, saj v bogoslužje govori ravno o tem, kar nas nekje prizadeva. Govori nam, Jezus nas v evangeliju tolaži, nas spodbuja, Božja beseda, berila, zlasti iz stare, pa tudi z nove zaveze, prav tako govorijo o tistem, kar mi sami čutimo. Prošnje, potem se združimo v molitvi, v prošnjah in sprejemamo bogoslužne molitve kakor svojo lastno misel. V trenutku odkrijemo še nekaj. Ne gre samo za notranjo podrobnost. Človek, ki pride k bogoslužju, se je znašel med drugimi, ki sprejemajo bogoslužna besedila za svojega. Sledijo skupni molitvi in okušajo lepo izkušnjo, da imajo enake misli in enako čutenje. Pred vsakim poslavi, pred vsakim berilom duhovnik zmoli ali zapoje prošnjo. To se imenuje glavna mašna prošnja, ki ima latinsko ime kolekta. To že bomo razumeli. Tista, ki zbere vse prošnje tistih, ki so pri maši. In jo duhovnik vse prošnje naše združi v tej prošnji. Torej, lahko rečemo, da na skupno molitev lahko gledamo z dveh vidikov. Prvič, lahko rečemo, da smo združeni zato, ker hodimo skupaj moliti. Drugo stvarnost pa opisuje Gogol, ko pravi, skupaj molimo, zato se čutimo eno z drugimi. Ker skupaj molimo, se čutimo eno z drugimi. Kdo so ti drugi, s katerimi se čutimo eno? Najprej gotovo se čutimo eno z vsemi, s katerimi smo zdaj pri maši. Drugič pa pomislimo, ista mašna besedila, isto Božjo besedo tudi so brali že zjutraj v Avstraliji, ko smo mi še spali pri mašah, ko bomo šli že mi spat, bodo v Ameriki še brali, zdaj beremo po Evropi. Ista mašna besedila in smo združeni z vsemi temi, ki berejo ista mašna besedila. Tako da, tisto vprašanje gospe, ki je rekla, a jaz, ko sama molim, ni Jezus z mano? Lahko rečemo, je, ker smo v molitvi vedno združeni z ljudmi. Ali spomnimo se na korona čas, ko nismo mogli skupaj obhajati maše in bogoslužja. A potem te besede Jezusove, kjer sta dva ali so trije zbrani v imenu, za nas niso veljale? Ne, so veljale. Ker smo bili združeni z isto Božjo besedo, z istimi molitvami, z istim Oče našem, naša srca so bila ena, so bila združena in zato je tudi takrat, čeprav smo bili telesno, fizično ločeni, so veljale te Jezusove besede, ker sta dva ali so trije združeni v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. In še tretje, kdo so tisti drugi, s katerimi smo združeni, to so pa tudi vsi tisti, ki so pred nami molili te molitve. To se pravi, so ljudje, ki so že pred nami poslušali isto Božjo besedo, bili deležni istih molitev, so združeni. Tako da je maša pravzaprav spoj, srečanje med nami, ki smo tukaj na zemlji, cerkvijo, ki je na zemlji in cerkvijo, ki je v nebesih. Zato rečemo, kako lepo po povzdigovanju, ko zapoješ duhovnik skrivnost vire, moli tisti glavni mašni del je euharistično molitev in moli, za koga? Za cerkev, za papeža, za škofe, za duhovnike, za vse Božje ljudstvo, takoj zatem pa za naše pokojne, za naše rajne, ker smo pri tej maši združeni skupaj. Ker sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. To je en del današnjega evangelija. Drugi del današnjega evangelija je pa, bi lahko rekli, tam na Primorskem rečejo delikaten, občutljiv.
bratsko opominjanje. Pravi, če brat greši, ga opomni, če brat ne dela prav, mu reci, če ga ne posluša, pokliči priče. Zdaj mi pa povejte, koliko od nas to dela. Danes, če komu kaj rečeš, gor je. Kakšno bratsko opominjanje, ne? Brigaj se zase, jaz sem brigal zase. To je današnje pravilo. Kaj s tem Jezusovim naročilom narediti? Prvič, zanimivo je, da so to Jezusovo naročilo opomni sočloveka, brata, ki se moti, včasih opravljali v samostanih, med menihi. In drugič so imeli to za dobro delo. Če nekoga opomniš, da ne dela prav, je to bilo dobro delo. Karitativna dejavnost. To se pravi, danes bi Karitas hodil okoli, imel bi dosti dela, če bi moral vse opominjati, kaj ne delamo prav. Ampak, zakaj smo mi pri tem tako res neuspešni pri opominjanju svojega brata? Ker to naredimo največkrat narobe. Ko komu kaj rečemo, smo jezni, ker smo nanj jezni, je že to greh, ker smo jezni. Ker smo jezni, kričimo nanj, vpijemo nanj, je to že drugi greh. Tretjič, ga dostikrat v tem, ko ga opominjamo, ponižamo, hočemo ponižati. In se mi imamo, jaz tebi rečem, ker sem jaz bolj pameten, bolj svet, bolj nepokvarjen, in je to napuh, je pa drugi greh. Tako da so menihi, ko so se med sabo opominjali, so se opominjali tudi v tem smislu. Če je nekdo v jezi opomnil svojega drugega sobrata meniha, mu je rekel, poslušaj, ti si v jezi govoril svojemu bratu. Torej, ti si mu očital greh, sam si pa imel drugi greh, ker si v jezi govoril. Ali, ne, ti si se poviševal, si bil napuhnjen, ko si opominjal svojega brata. Napuh je pa zopet greh. Tako, da je ta Jezusov nauk o bratskem opominjanju pravzaprav zelo težek. Težko je opominjati drugega brez jeze, brez napuha, ampak da to delaš v ljubezni. In ko me je vaš zdajšnji gospod župnik povabil, naj mašujem tukaj za pokojnega duhovnika, gospoda Jožefa Gohelija, mi je poslal tudi kratek življenjepis, nekaj pričevanj. In me je pravzaprav to pri njem se prvo dotaknilo, da je ljudi spodbujal in da je znal na tak način spodbujati, ne vem, da je mlade pritegnil, da je druge pritegnil, da so prišli v cerkev. In tukaj vidimo, kako ima pravo spodbujanje, pravo opominjanje moč, da pride do sočloveka, da ga ne raztrga, da ga ne poniža, da ga ne potlači dol, da ga ne potre, ampak da ga dvigne. To je gotovo ena taka milost, za katero moramo prositi, da bi znali druge opominjati, in to je že lahko začnemo v družini, drugim tako jih opominjati, da ne da jih bomo potlačili in ponižali, ampak da jih bomo spodbudili, da bodo zrasli v veri in ljubezni do Boga in do bližnjega. In samo eno stvar, in s tem tudi končam, pejmo današnje maše. Če že ne moramo in ne znamo in nismo sposobni druge tako opominjati, čeprav, ne vem, če se gospod župnik spomni, so nam pri novi maši, kaj so nam peli? Opominjal in učil, srčno prosil in svaril. In jaz vsakemu novomašniku rečem, boš že videl, prvič, ko boš to naredil, bo padlo po tebi. Ne? Opominjal in učil, srčno prosil in svaril. Pa tako radi ljudje to pesem pojemo. Ne? Ampak, glejte, res, tukaj eno stvar pa lahko naredimo danes, ko gremo domov. Da, če že ne znamo opominjati drugih, ko vidimo njihove napake, ni treba tudi o teh napakah govoriti. Ne govori drugim o napakah tega človeka, če nimaš poguma, da temu človeku poveš
o njegovi napaki. Vedno pa prosimo Gospoda, da bi druge opominjali v ljubezni in nikoli v sovraštvu in jezi. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebesi in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je od očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luči, Bog od pravega Boga, neustvarjen, isto z očetom, in vse ustvarjeno, je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se vtelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek, bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel, bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve, da njegovemu kraljestvu ne bo konca, in v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, iz Očeta in Sina, z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, in krst, in grehov, in pričakujemo stajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Jezus nam zagotavlja, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Zato se z zaupanjem obrnimo k njemu in ga prosimo. Gospod, razsvetljuj svojo cerkev, da bo znala modro opozarjati na napake in razvade sodobne družbe in jo tudi tako varovati hudega. Prosimo, da usliši nas. Gospod, podpiraj voditelje narodov, da ne bodo nasedali sebičnim željam posameznikov, marveč bodo pogumno izpolnjevali tvojo voljo. Prosimo, da usliši nas. Gospod, okrepi vse, ki imajo težave zaradi svoje vere, in jim vlivaj pogum, da te ne bodo zatajili. Prosimo, da usliši nas. Gospod, pomagaj nam, da bomo spremljali bratske opomine in tudi tako rasli v modrosti in razumnosti. Prosimo, da usliši nas. Gospod, bodi pokojnim, ki so te v življenju slavili, pa tudi onim, ki so te zaslabljeni tajili, neskončna sreča in veselje. Prosimo, da usliši nas. No pa v tem prošnjem dodajmo najprej prošnjo za pokojnega gospoda Geuhelija, ki je na tem mestu pričeval za Kristusa svojo krvjo, pa drugih mučencev se spomnimo. Potem pa vas tudi povabim, da v kratki tihoti vsakdo izmed nas izreče pred Gospodom svoje osebne prošnje in namene. Gospod Jezus Kristus, poživi našo medsebojno ljubezen, da bo dejavna in rodovitna, naj v skupni vnemi hitimo k tebi, ki si vir luči in veselja, ter živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.